Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa. Dobrodošli v našo družbo. Čez nekaj trenutkov se bo na mestnem stadionu ob Velenjskem jezeru v 26 minuti nadaljevala tekma 16. kroga prve lige Telekom Slovenije med Velenjskim Rudarjem in Gorico. Dame in gospodje, pa dajmo en aplavz za obe. Je zadržal žogo, našel Antonova. Antonov do strela in brani Sorčan. Marinič je sprožil prek gola. Nvaboeze, to je zdaj priložnost za Gorico. Nvaboeze in Vuklišević. Nvaboeze mimo. Žigon s podajo pred gol, nekaj težav za Pridigarja, na koncu pa vendarle dobra reakcija domačega vratarja. Morda je zdaj priložnost zanj. Z tega prostega strela Trifković prek živega zidu in gol! Bijol se je odkril, dobro Jaka Bijol, žoga v sredino, Marinič je nekoliko neugodno odbijal, potem pa gol! Ne, ni zadetka! Pa še ena priložnost, vendar tokrat precej manj natančen strel Roka Grudine. Lepo se je znašel Matijaš Karabot, potem pa podaja proti Žigonu, ki preigrava strel Žigona in prek gola. Čim dlje stran od svojega gola želijo zdaj spraviti žogo Velenjčani, ki so v priložnosti za drugi gol. In tudi dosegli so ga Dario Vizinger z nekaj sreče. Tudi konec tekme, pomembna zmaga, 2-0 na Rudar. In potem v mrežo za končnih 2-0. Ja, najprej čestitke mojim fantom za borbenost in za veliko angažiranost ter za prvi letošnji zadetek iz prekinitve, res lep prosti strel kapetana Trifkovića. Tekma je bila izenačena v polju, tako svoje priložnosti smo imeli, tako mi v prvem polčasu, Gorica v drugem. Na koncu ta prosti strel in pa tiste malenkosti so odločile to tekmo. Jaz sem zelo vesel, da fantje v situaciji, kakršni smo, dajo vse od sebe, da se res trudijo. Nobene jim ne more res nič zameriti in res kapo do poda njim in čestitke za vse prikazano. Dobro, ta preostanek, če gledam celo srečanje, dosti izenačena tekma. Bili so priložnosti na obeh straneh, odločil je ta prosti strel, ki je bil res dobro izveden. Skušali smo potem tudi z malo rizično igro dati ta gol za izenačenje. Imeli smo priložnosti, vendar zabiti nismo uspeli, tako da na koncu še ta drugi zadetek v 23 minuti je pač bila samo potrditev, tako da čestitam Velenju za zmago.